Po sedanjem proračun v prvi obravnavi znaša malo manj kot 13,5 milijona evrov, vendar računam, da bomo v času do drugega branja še vnesli nekatere spremembe, kajti ravno včeraj je Državni zbor sprejel višino primerne porabe, ki pomeni po moji oceni približno 70 tisoč evrov več. Seveda pa je na odhodkovni strani še vedno zagata, ker so potrebe bistveno večje kot pa trenutne realne možnosti. Kajti, če želimo zagotoviti sredstva za vse investicije, ki jih želimo izpeljati in za katere pridobivamo bodisi sredstva državnega proračuna ali pa evropska sredstva, potem smo se v tem trenutku prisiljeni zadolžiti za 1,25 milijona evrov, kar pomeni, da smo nekje na višini dovoljenega zadolževanja. Ta denar pa bomo namenili, v prvi vrsti so večje investicije, ki jih je potrebno v finančnem smislu zapreti naslednje leto, vsekakor osnovna šola Loče, potem je tu še zadnji obrok obveznosti za športni park ob šoli ob Dravinji. Seveda je potem še dokončanje ceste Žička-Kartuzija-Sojek, ki smo jo pravzaprav dolžni zgraditi v naslednjem letu, kajti tukaj pridobivamo tudi sredstva po 23. členu zakona o financiranju občin. Ostane nam še tisto redno vzdrževanje cest, zimsko-letna služba, zimsko-letno vzdrževanje cest in pa seveda že začeta rekonstrukcija ceste Novo Tepanje Pobrež, izgradnja mostu v Perovcu, izgradnja krožišča v Tepanju in pa predvidena gradnja krožišča pri Hoferju. In v bistvu so to tudi tiste največje investicije, ki nam jih trenutno veljavni oziroma trenutno začrtan proračun omogoča. Vsekakor pa jaz računam, da bomo do naslednjega branja vnesli še tista zagonska sredstva za težko pričakovano gradnjo čistilne naprave. Jaz sedaj nekako realno ocenjujem, da bi v jesenskem času že pričeli z gradnjo same čistilne naprave in pa seveda vseh 5 primarnih kolektorjev, kar pa pomeni projektantska ocena vrednosti projekta je 9,5 milijona evrov, kar pa je praktično 80% ali pa 75% trenutno veljavnega proračuna in takšne priložnosti zagotovo ne smemo izpustiti. V bistvu se pri dogovarjanju o prevzemu plačevanja lizinga je tudi zelo, bi rekel temu, težko pričakovati, da bi nekdo se direktno šel s spremembo pogodbe, ki bi pomenjala škodo državnemu proračunu, škodo seveda pod narekovaji. V vseh pogovorih pa smo vsekakor našli posluh tudi na strani Direktorata za investicije na Ministrstvu za šolstvo in šport, tako da računamo, da bomo pri naslednjih investicijah, ki jih bomo peljali, nekako pokompenzirali ta letni znesek za plačevanje lizinga gimnazije. Seveda trenutna situacija kaže, da se je ta letna anuiteta celo znižala glede na Euribor in znaša približno 160 tisoč evrov na letni ravni. Vsekakor pa so te možnosti za kompenzacijo, jih je pa kar nekaj, samo da treba je biti v pravem času na pravem mestu, kar zagotovo ne bomo pozabili, ko se bo pojavila pač prva prilika. V bistvu smo danes prišli še do tretjega soglasja k imenovanju novega direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice in nekako smo si celotno vodstvo občine prizadevali, da pridemo do soglasne rešitve, kajti ni enostavno, da gledaš, pravzaprav je javni zavod Zdravstveni dom lociran v Konjicah in ostali občini so ustanoviteljici, njihova zdravstvena služba je praktično celotna sloni na zasebnikih, na koncesionarjih. Tako da, če ne bi našli primerne rešitve in bi lahko čez nekaj časa
prišel javni zavod v stanje, ko bi tudi iz proračunov morali začeti pokrivati, če bi slučajno prišlo do negativnega rezultata v poslovanju. Vsekakor sem jaz osebno za to, da strokovnjak na ekonomskem področju na novo organizira delo, da poveže zasebnike in pa javne zdravnike, bom rekel tudi pogojno temu, in pa da pridobi še nove storitve za službe, ki so v tem trenutku premalo izkoriščene. Mi imamo v mislih rentgen, laboratorije in z racionalizacijo delovanja teh služb in pa s pridobitvijo, bom rekel tudi tako pogojno, pacientov na trgu, verjamem, da bo zdravstveni dom uspešno posloval v dobro vseh nas in da bomo imeli možnost celo kakšne nove storitve v domačem kraju.